vedno sem imel kratkoročne cilje. Imamo mi vizijo, jaz hočem enkrat hoditi, teči, ampak kaj je meni cilj? Zdaj bom delal na tem, da bom sam, da bom lahko prvo sam sedel. Spravi, velike sanje, ampak potem pa korak za korakom. Tako, 3 minute nazaj si bil še pod tušom, zdaj pa si hrom. Pač enostavno sem mislil, da bom umrl. No? Ko so naredili nekaj raziskav, so hitro povedali, da gre za poškodbo hrbtenjače in da imam 3 dni časa, če bom shodil, če ne bom pa celo življenje na vozičku. Vi, ne vem, če to veste, če bom to že to rekel, ampak vi tako prav oddajete energijo. Največji športni cilj je vrniti se na Havaje, narediti Ironmana, surfati. Kako mislite Ironmana? Ironmana, rad bi plaval, tekel pa kolesar. To je veliko špuro. To je veliko. Ko bom naredil to in šel surfati, se športno upokojim. To je popolnoma noro, kar govorite, ne? Se strinjate? Ja, možno. Za mene je čisto normalno. Dobrodošli v Mastercard podcastu Navdiha. Moj današnji gost je Tim Marovt. Tim Marovt je star 21 let in ima pred seboj še vse življenje. A izkušnja, ki jo ima za sabo, je večja od življenja. Kot otrok je bil odločen, da bo postal šampion in je to tudi postal. Začel je kot smučar, pri 10 letih je postal državni prvak in član reprezentance. Zdelo se je, da bo šlo samo naprej in naprej navzgor, saj je imel talent in predanost. Nato pa se je v trenutku vse spremenilo, ko je pri 12 letih ohromel. Nihče ni verjel, da bo Tim lahko sploh še kdaj hodil. Tim danes teče maratone in je šampion. Hvaležen sem, da ste danes moj gost. Ja, hvala za povabilo. Tim pa se ustaviva pri tem trenutku, ki je spremenil vaše življenje. Stari ste bili 11 let, bili ste z družino na Havajih, po prihodu ste se odpravili na surfanje. Kaj se je zgodilo? Ja, v bistvu je bilo zelo dramatično, oziroma se je vse zgodilo zelo na hitro. Zadeva je bila taka, da smo po pripravah v Sasfeju na smučarskih pripravah se pač odpravili na 14-dnevni dopust v Ameriko. Šli smo najprej do San Francisca in potem na havajski otok Kona in nato po nekaj dneh na Honolulu. Tja smo v bistvu prišli prvi dan in hitro se odpravili na večerjo in potem spat. Zjutraj pa vsekakor daleč sem že videl, kako so v bistvu lepi valovi na plaži in vsekakor nisem mogel čakati, da pač grem in probam surfati. Zato brat in sestra sta bila že cirka pol ure v vodi, ko sem se jaz tudi pridružil, sposodil surf, šel v vodo. Moram reči, ker sem bil zelo adrenalinski, je bilo pač fajn, surfal sem, vse je bilo super. In ko sem postal malenkost utrujen, sem ravno srečal brata, ker pač treba se zavedati, na Honolulu to je pač velika plaža in tam je nekaj tisoč, več tisoč vsak dan ljudi, ki surfa. Teda smo se srečala in smo bila skupaj in smo rekla, nič, en val še odsurfamo, pa gremo pač nazaj v hotelsko sobo, da pač nema pretiravala, vsekakor smo bila pač na počitnicah. In to je bil neki trenutek pred mojo usodo, ki se je pač zgodila. Pospela smo, videla smo tak val, ki lepo prihaja in oba dva hitro začela veslati, se je uspešno oba dva po domače rečeno zajahala ta val in v trenutku, ko sem se vstal na surf, sem začutil rahlo bolečino v svojem hrbtu in enostavno padel v vodo. Ni bilo nobenega udarca, ni bilo nobenega neke bolečine. Bil je sam taki v bistvu čuden občutek v hrbtu, ki pač ga nisem bil vajen. In ker sem bil na počitnicah, sem rekel, da bom šel nazaj v hotel. To sem tudi naredil, vse je bilo normalno, šel sem nazaj na plažo, surf nazaj vrnil tam, kjer sem si ga sposodil, šel na kosilo in nato v hotelsko sobo. Tam sem se stuširal, sem rekel, bil sem malo utrujen, ker je bilo tudi vročina pa vse skup. Sem rekel, da bom se vlegel malo v poslo. To sem naredil, prižgal film in po 15 minutah sem hotel iti na stranišče in sem lahko se vsedel čez rob posle in ko sem se hotel vstati, sem padel po tleh. Tako da nisem najbolj vedel, kaj pričakovati v tistem trenutku. Brat je prvo mislil, da se pač hecam, zato ker sem bil pač vedno dobre volje, pa vedno sem se rad šalil na svoj način, ampak mi ni šlo za hec, no. Zelo smo se ustrašili, vsekakor nismo vedeli, kaj pričakovati. Treba se zavedati, da nisem bil v Slovenskih Konjicah, sem bil sred Amerike in pač tam ni osebe, ki jo lahko v bistvu pokličeš pa rečeš, kakšna situacija ali pa greš na urgenco. Tako da ja, dal me je brat nazaj gor na poslo.
mi je dvignil nogo in je rekel, naj zadržim. Prvič sem to probal, sem lahko še malenko zadržal, drugič mi je dvignil in je v bistvu padla samo po pojsli. Nisem vedel v tistem trenutku, bila je tudi mama z mano takrat v sobi, nisem vedel, kaj pričakovati. Tudi upravičil sem se za vse slabe stvari, ki sem jih takrat naredil, ker sem enostavno mislil, da bom umrl. Zakaj? Zaradi tega, ker je v bistvu zgubljal sem občutek svojih nog vedno više in nisem vedel, ali se bo ustavil, ali se ne bo ustavil. 15 minut nazaj si surfal, užival, prišel vse do hotelske sobe, 3 minute nazaj si bil še pod tušem, zdaj pa si hrom. Čutiš svoje noge, zelo težko, veš, da te nekdo prijema, ampak ne moreš povedati, ali je to leva noga ali je desna noga. In ja, v bistvu pač enostavno sem mislil, da bom umrl. No. Hvala Bogu se je to ustavilo nekje pri rebrah, da se v bistvu, da so bile naprej, ni šlo več to. Tako da ja, zelo čudno občutek. Poklicali smo rešilce, hitro so prišli, me v bistvu naložili, odpeljali v bolnišnico in tam je bilo kar filmsko, kot vidimo v nekih filmih ameriških, so leteli z mano, niso najbolj vedeli, kaj se dogaja. Pripravili so me za operacijo, ampak ko so naredili nekaj raziskav, so hitro povedali, da gre za poškodbo hrbtenjače in da imam 3 dni časa, če bom shodil, če ne bom pa celo življenje na vozičku. Ampak vi ste rekli, da ste imeli neko tako blažjo bolečino, ne? Takrat verjetno temu niste dajali kakšne pozornosti. To ste se spomnili potem za nazaj, ne? Ali ja, kako? Vsekakor, pač treba se vedeti, da sem tudi prej vozil motocross pa smučenje in pač bilo je normalno, da padeš z motorja, padeš pri 60-70 km/h na smučenju. Imel sem veliko nekih bolečin skozi mlado kariero, ampak to je bila pač neka zelo, zelo blažna bolečina, ki sem v bistvu, tako ste rekli, pol dal pozornost na to. A sem prav razumel, ko sem prebiral vašo zgodbo, da pravzaprav so potem zdravniki to pripisali neki zelo značilni poškodbi za Havaje in za surfanje? Sem prav razumel to? Ja, v bistvu gre za spinal cord injury, torej poškodbo hrbtenjače, ampak tip gre za surfersko mielopatijo. To je v bistvu poškodba, ki se naredi samo na Havajih, samo prvi dan surfanja, samo profesionalnim športnikom. Zakaj? Ne vedo, ali je to zaradi kakšne razlike v pritisku zraka, bilo kaj zaradi letala, noben ne ve, ampak to so te faktori, ki so spremljali vse ljudi, ki so imeli tako poškodbo kot jaz. Jaz sem bil tudi najmlajši in danes tudi edini, ki po tako poškodbi hodi, razen nekdo je v bistvu shodil po 3 dneh, 3 dni je bil v bolnišnici in se naslednji dan zbudil in je bilo vse v redu in je pač odkorakal ven iz bolnice. Kako se to zgodilo, tudi to ne vejo najbolj, ampak ja, je to poškodba, ki se naredi samo na Havajih. Tim, jaz sem vas povabil v ta pogovor zato, ker je vaša zgodba o tem, kako ste premagali sam sebe, osupljiva. Najprej vas bi rad prosil, da nas malo sprehodite skozi ta zelo verjetno težek čas preizkušenj, ko ste se soočali z neko novo življenjsko situacijo. Verjetno vam o tem ni prijetno pripovedovati, ampak zdi se mi, da je super, da gledalci, ki gledajo to in nimajo takih težav, vidijo, da so take težave in še večje in vi ste jih premagali in v drugem delu pogovora bova šla potem na to, kako ste jih premagali. Zdaj nas pa malo sprehodite skozi surovost tega trenutka, ki vam je spremenil življenje. Ja, pač moram biti odkrit, da mi ni problem o tem govoriti, zaradi tega, ker jaz sem to poškodbo vedno jemal kot neko poškodbo kolena. Tudi ko sem jaz bil na Havajih, pa sem bil v bistvu paraliziran od pasu navzdol, bil sem tak šibek, da nisem mogel niti sedeti, da sem mogel biti vozičku privezan. Rekel sem nič, zdaj rabim par tednov, da to saniram in potem bom lahko šel nazaj na smučanje. Teda nisem nikoli delal iz tega ful velike drame. Čeprav, ko gledam zdaj nazaj, v bistvu vsekakor je to neka taka prelomnica v življenju, ki me pač vse obrnila na glavo, ampak nisem nikoli, jaz sem vedno bil tisti v družini, ki sem jaz deval neko motivacijo vsem ostalim, vsekakor za starše zdaj vidim, ne vem, ko sem že malo več let star, kak je to, si znam mogoče približno predstavljati, kak je, če se to naredi tvojemu otroku in vsekakor mami dolgo ni spala in jaz sem tudi bil tisti, ki sem pač jo tolažil in sem rekel, da tako bomo vse zrihtali, da naj se ne sekira. Tako da ja, tudi na Havaji sem zelo hitro povedal zdravnikom, da jaz bom hodil in da bom se enkrat vrnil na Havaj in bom tudi tam surfal. Do tega mi še zelo malo fali, sem že surfal tudi zdaj, ampak kaj hočem s tem povedati, je v bistvu, da sem bil zelo suveren v sam sebe že takrat in to me je krasilo tudi celo rehabilitacijo. Čeprav na zdravniki niso mi dali nobenega upanja in tudi na začetku so povedali, da nimajo kaj dosti za narediti, prijavili so me na neke delavnice oziroma fizioterapije, da me bi naučili, kako bom opravljal in živel na vozičku. To sem jaz hitro vse skupaj zavrnil, ker sem rekel, da tisto, kar bom jaz rabil voziček, bom pač sam naštudiral in ne rabim za to nekih fizioterapij in zato v bistvu na Havajih nisem imel nobene fizioterapije, razen
to, kar smo delali sami. Ampak vi ste bil star takrat 11 let, vi ste bil otrok. Ja. In ste tako razmišljali. To me je, ko sem prvič slišal za vašo zgodbo, na nek način fasciniralo, po drugi strani pa presenetilo. Kako se razlagate to, da ste tako na nek način odraslo razmišljali pri 11 letih? Pa mislim, da me to že od samega začetka tudi športno učil. Pač treba se zavedati, pri alpskem smučanju celo poletje smo vedno z bratom in sestro smo trenirali ob 5 zjutraj, da si pa lahko bil dober na belih strminah decembra ali pa januarja. Teda je bilo že od malih let, prvi sem stopil na smuče pri 2 letih, ampak ne vem, profesionalno sem že pol smučal pri 7, 8, 6 letih in pač se mi zdi, da mi je to dalo neko tako zadevo in vedel sem, da pač bom mogel poleti trenirati, da bom lahko po zimi dober in to me pač tudi pol motiviralo. Zavedal sem se tega, da bom pač mogel garati za neke rezultate. Hitro sem zavedal, da ne bo prišlo to samo od sebe, zato sem pač takoj začel ukrepati. Probali smo vse neke različne stvari, družina je za mene premikala noge, jaz sem probal razmišljati, kako te delam sam gibe. Tako da ja, bi rekel, da mi je pač tudi moje otroštvo in ta šport, v katerem sem bil, dalo največ prednosti v samem temu načinu dela, da sem pač vedel, da neke stvari moraš biti potrpežljiv in vztrajen, da si lahko na dolgi rok uspešen. V tej miselnosti je tudi ena taka pozitivna naivnost. Ne? Bom zmogel, bom premagal, neverjetno. Ne? Mogoče, če bi bil odraslejši najstnik, bi mogoče celo težje sprejel to okoliščino. Ne? Ampak čisto pošteno mi povejte, je bil kakšen občutek depresije ali pa... Nikoli. Ne. Tudi na začetku so mi rekli, da pač bi lahko imel neke psihologe pa to in sem se vedno šalil, če rabi kak psiholog v bistvu pomoč, mu lahko jaz pomagam. Tako da nisem imel nikoli nekih problemov psihičnih, se pravim, že od prvega dneva sem vedel, da bomo to zrihtali in takoj smo se lotili dela, tako da pač nisem imel nikoli nobeni depresiji, tako da ja, hvala Bogu, no, ker pač vem, da je lahko to zelo zahtevno, ampak ne, se pravim, tudi ko smo prišli jaz se spomnim, sem imel v UKC Maribor, tu dolgo časa sem prejemal neka zdravila, da mi vse skupaj pomagalo in sem prišel domov po cirka par mesecih, prvi vikend, da sem lahko šel ven in je rekla pač, so rekli doma, da gremo pač na morje za vikend, da se pač malo spočijemo in sem rekel pač, da lahko gremo na morje, ampak jaz si pač ne rabim od ničesa spočiti, ne. Tako da sem bil vedno, pač se pravim, nisem imel nikoli z tega težave in tudi nisem delal neke velike drame z tega, bil sem soočen s tem kot neko rehabilitacijo, pripravljen sem bil takoj, vsekakor sem mislil, da ne bo to tako dolgo trajalo, pač treba se zavedati, da letos bom praznoval 10. obletnico poškodbe, tako da pač je to se raztegnalo v, ne vem, tretjino mojega življenja in se še kar nadaljuje in ja, vsekakor sem bil takoj pripravljen iti trenirati in delati, da bom pač prišel nazaj. No, kako pa potem, po samem začetku, kako je ta postopek rehabilitacije tekel? Vi ste imeli skratka neko vizijo, cilj, ne? Kako ste potem korak za korakom dobesedno premagovali zdaj te ovire? Ja, v bistvu začelo se takoj na Havajih, čeprav niso oni dali nekega upanja nam kak pa kaj, smo se pač sami lotili, hoteli smo najti neke rezultate na internetu, ampak je pač to zelo neraziskana poškodba, zato ni bilo nekih velik zadev, kaj bi lahko pomagalo in kaj ne. Ampak, kot sem rekel, že od prvega dneva so mi, ne vem, familija mi je v bistvu premikala nogami, jih masirala, probala neke impulze delati v mojih nogah in v bistvu vedno pravim, da prva 3-4 leta je bilo moja rehabilitacija 24 ur na dan. To ne pomeni, da sem v bistvu bil 24 ur na dan v fitnessu, pa da sem dvigoval teži, ampak treba se zavedati, prva zmaga je, kar je bila, da sem se jaz lahko samostojno sedel na rob posle. Kako to narediti, je to zelo težko si predstavljati, zato ker verjetno tudi vi ali pa noben normalen ne razmišlja, kako je sploh se vstati, zakaj hodimo, kako gremo na stranišče in to so pač neke take osnovne zadeve, ki si mogel vse osvojiti. Kot sem pač rekel, sem bil prevezan v invalidskem vozičku in to je bil za mene največji izziv. Prvo, ne bom prevezan, kako bom se prvo sam usedel na rob posle, ker pač nisem mogel, kako bom prišel na voziček, kako bom prišel iz avta na voziček in to so bile neke take osnovne zadeve, ki sem pač hotel jih sam nekako osvoboditi in zato to so bili za mene treningi. Tudi treba je izpostaviti neki faktor, da vsake 2 uri smo se po noči zbuvali, da so mi pomagali, da nisem dobil zaležnin, tako. Teda pač, lahko bi rekel, ja, 24 ur na dan smo bili aktivni, nekaj delali, ker pač iti iz avta na invalidski voziček je meni predstavljalo to na začetku, kljub pomoč ostalim, ne vem, 1 uro dela.
To ni tak enostaven proces, ko pač ga zdaj jaz jemljem, bil sem skozi to, vem, kak je zahtevno, ampak če bi nekomu normalnemu rekel, vse to ni nekdo te prime in te da notri, ampak v bistvu niso take zadeve. Teda zelo težko reči, kaj je meni najbolj pomagalo takrat, ampak definitivno to, da smo se takoj priprijeli dela in probali po neki kmečki logiki začeti dati vedeti mojim nogam, da jih mi potrebujemo. Tudi takrat, ko so bile, v bistvu nisem mogel nič narediti, razen to, da sem pač čutil neke impulze, smo jim probali dati vedeti, da pač to je neka zadeva, ki jo jaz rabim in ki bom pač mogel z njo funkcionirati. Zato pač, tako sem rekel, skozi neke noge sem si prijemal, premikal, tretje, vse. Tudi, ko sem prišel nazaj v UKC, je bila taka nevšečna zgodba. Prvi dan je v bistvu prišla medicinska sestra do mene in jaz sem bil v bistvu v postelji in je rekla, nič tim, jaz sem vaša fizioterapeutka, danes bomo delala to pa to. Sem rekel, ok. In je rekla, nič, usedite se na rob postelje. Sem rekel, to žal ne morem narediti, ne. Je rekla, ja, obrnite se na bok. Sem rekel, ja, tudi to žal ne morem sam narediti. Je rekla, ja, potem pa midva nimamo kaj z vami zadelati. In je šla in to je bila v bistvu moja prva izkušnja tudi, ki sem jo pač imel za fizioterapeuti v Sloveniji. Vsekakor pač nisem jaz to bil jezen na njo, bilo kaj. Sem rekel pač, ok, itak smo mi že v tistem času delali sami neke zadeve, od razmigavanja do nekih premikanja nogo, tako sem pač omenil, ful veliko različnih stvari. In s tem smo pač nadaljevali, ampak naslednji dan je prišla pol ena bolj prijazna medicinska sestra, ki mi je pač pomagala in jaz sem jo takrat prosil, da, ker sem, glede na to, da sem 24 ur na dan v tistih sobi, da, ker sem odprej športnik, rabim neki prostor, kjer lahko grem na trening oziroma kjer lahko spremenim okolje in greš tja in prideš pol nazaj in sem prosil, če pač imajo kje kakih kabinet, da bi lahko mi začeli to delati. In je rekla, da imajo, ampak pač v sklopu njenih uradnih ur to ne gre in zato smo pač pol plačali neke ure, da je pač gospa ostala in smo lahko mi začeli skončno delati v nekih laboratorijih z nekimi različnimi pripomočki. Koliko časa po poškodbi je bilo to? To je bilo takoj. Takoj. Jaz sem prišel takoj v UKC, ne vem, to par dni sem bil tam, da smo se v bistvu malo časovna razlika, malo vse skupaj, ampak pol smo to takoj začeli s temi aktivnostmi. Tam pa smo pol tudi probali neke vse različne zadeve, devali smo neke opornice na noge, da so mi noge same držale in me je v bistvu brat sestra sta me dvignila in sem probal saj malo dati teže na nogo, čeprav nisem mogel, ampak smo fiksne noge. Teda tam smo probali ful nekih različnih stvari, ker jaz, ko sem šel prvič na fizioterapijo, sem vprašal, kak sploh je občutek, ko ti stopiš na noge. 14 dni sem bil, treba zavedati, imel sem prej mišičaste noge, v 48 urah je bila samo kost pa koža, s nogo smo tako suho, da v bistvu pri kolenu je koleno ven gledalo in sem v bistvu vprašal sploh doma, kak sploh je občutek, ko stopiš noge. Ker ko si tako dolgo časa, to je zelo kratko, recimo 14 dni ali pa 10 dni, ne moreš stopiti na noge, se pač vprašaš sploh, kak je to občutek. In jaz sem hotel začutiti ta občutek, zato smo pač nekako probali tima postaviti na noge. Vsekakor ni bilo to, jaz nisem mogel sam nič narediti, ampak bil sem kar močen v rokah in sem se nekako držal noge, sem probal malo spustiti, da se mi je saj malo kri začela teči v noge in to je pač, probali smo vse neke različne stvari, vsekako na začetku nisem mogel ogromno delati, ampak so bolj delali ostali, ampak pol so čez leta pa sem lahko vedno več jaz naredil, pa fizioterapeuti manj. Sprva so bili zdravniki zelo zadržani, ne, v ocenah, da vam bo uspelo to, kar ste se namenili, ne? Ja, tudi na Havajih in tu v Sloveniji, ampak dejstvo je, da pač moja slika MRI oziroma magnetna resonanca je bila res slaba, tako da nisem nikoli jezen bil na njih, ampak ja, dejstvo je, da noben ni dal upanja mi, da bom hodil, razen upanja je bilo v meni in pa znotraj družine. Ampak s časoma potem pa so vendarle morali opaziti, ne, te premike. Kako so jih komentirali? V bistvu, jaz sem tudi prvič, ko sem prišel jaz sem bil vedno tudi kot mali, sem bil zelo trmast. Tako da tudi za zdravniki, ko sem prišel v Maribor, so rekli, da ne bom več hodil, sem rekel, da mi naj dajo 1 leto časa, bomo videli, kdo bo imel prav. Tako da, ja, je bilo vsekakor začudenje, ko sem pol začel temi premiki pa vse, ampak mislim, da tisti, ki so bili redno z mano, so videli, kako hudo trmast sem in koliko sem pripravljen delati za to, da bom pač prišel nazaj. In vsekakor, ja, smo pol z nekaterimi osebami iskali neke skupne rešitve, kljub temu, da mi niste na začetku upanja. Tu je bil zadolžen tudi gospod Voršič v UKC Mariboru, ki mi je na koncu tudi pomagal, ker je v bistvu njegov sin začel zaradi mene trenirati smučanje. Tako da ja, smo pol skupaj probali najti neke rešitve, ampak ja, tudi za komplet strokovni štab v UKC Mariboru in v celi Evropi je bilo to prvi primer, ker sem jaz taki prvi primer, tako da ni bilo osebe, na katero bi se lahko obrnil in rekel, lejte, to pa to probajte in to vam pomagalo. Najprej sem vas bral. In dokler sem bral, se mi je zdela zgodba seveda osupljiva, fascinantna, ampak si nekih stvari nisem znal razložiti. Potem sem vas pa prvič tudi videl. In od prvega trenutka, ko sem vas videl, sem razumel to energijo, ki jo imate. Zdaj jo pa tudi čutim.
vi, ne vem, če to veste, če vam je to že to rekel, ampak vi tako prav oddajate energijo. Skratka, neka moč posebna v vas, ki po moje razloži, zakaj je mogoče to, kar mogoče kakšnemu drugemu ne bi bilo dano. Namreč, da se je izvlekel iz teh kolosalnih težav. Drži, ta energija je v vas. Ne? Preprosto ne poznate, kako bi rekel, poraza ali pa... Na? Ja, ne poznam besede, ne, no, čist tak. In tudi Čemu to pripisujete? Tem 10 letom, bil ste športnik, vse, ampak kaj mislite, tudi družina, vzgoja, ja, kaj vam daje to? Moram zdaj prav tukaj sedeti dobro in trdno, da me ne odnese ta energija. Treba se zavedati, bil sem tudi najmlajši, imam starejšega brata in sestro in kot tretji otrok sem tudi se vedno boril za pozornost, ne zdaj nekako fizično, ampak vsekakor vemo, kak je ta bratska ljubezen. In se mi zdi, da od malih nog sem bil vedno tak, nisem hotel nikoli zaostajati za bratom, kljub temu, da sem bil zelo manjši, ko sem videl, kak se brat pa sestra kopata, jaz nisem mogel plavati čez rokavčki bolj bogo, pa sem dal rokavčki dol, pa sem skočil na glavo, pa sem splaval 2 leti prej kot ona 2 in v bistvu vedno sem bil tak trmas, ko sem se nekaj piknil v glavo, sem rekel, da bom naredil vse, kar bo treba, da bom to dosegel. In to je bilo že res od malega. Tudi neke, vem, da je bila neka tekma Roka Petroviča, ki sem jo imel na vsako, ker je tudi brat zmagal, to sem rekel, na vsako ceno bom jaz to zmagal. 3 leta sem padel, 4. leto je bilo zadnja možnost in sem tisto koleno dobil in sem čisto tekmo zmagal, da smo lahko oba dva kot brata tisto zmagala. In vedno sem bil tak zelo trmast kot otrok, se pravim, ko sem se nekaj piknil v glavo, sem to hotel doseči in pol vsekakor me je to krasilo še naprej. Skratka, vi ste si piknil v glavo, da boste hodili. Ja. In ste začeli delati nemogoče stvari, pri tem vam je zelo pomagala družina. Ja. Brat, vsi starši. Ja. Ne? Brez njih bi težko, zlasti zaradi nekega pesimizma ali pa zadržanosti zdravniškega osebja, da je to mogoče, kar ste se namenili. Ja, vsekakor, ja, se to vedno podarim. Je bila pomoč, itak vsi smo takrat skupaj stopili, da vsekakor so mi pomagali in definitivno je to velika prednost, ampak na koncu pa je vseeno na meni, ali je, ali bom, ali pa ne bom. Kaj pa so šolci, recimo širša okolica? Predtem, ko sem prišel domov, to ni bilo zdaj, to je bilo 10 let nazaj, tudi takrat jaz nisem bil v neki socialni mreži, to je tretjo, tako da v bistvu to je zelo, vedeli so le, najvožje sem krogu, ker bilo se treba zavedati, jaz sem bil zelo živ, treniral sem motocross, nogomet, košarko, res full šport, prioriteta je bila vsekakor smučanje, ampak v mladih letih sem bil skozi aktiven in vse, in potem nekih ljudi, ki so okoli meni povedati, kaj se mi je naredilo in v kakem stanju sem, je bilo zelo šok za ostale. Za mene ne toliko fejs, ko sem sam to doživel, kot pa za ostale. In ja, ko sem prišel v Konjice nazaj, se spomnim, da je bilo veliko nekih čudnih zgodb, kaj se je zgodilo, ki sploh niso bile resnične. In ja, prej sem hodil v šolo. Kako mislite zgodbe, ki niso bile resnične? Da smo imeli neko prometno nesrečo, da je bilo to, da je bilo ono, da je bilo tretje. In so bile neke govorice, ki sem jih jaz slišal, ampak mene to nikoli ni prizadelo. Prej, ko sem hodil v osnovno šolo, sem bil, 200 dni na leto odsoten, ker sem smučal in vedno sem bil, so drugače gledali na mene, bi lahko rekel, so šolci. In zato nisem imel nekih problemov, ker so takrat so gledali na mene drugače, ko sem prišel kot nek športnik v šolo. Takrat sem pa prišel z invalidskim vozičkom. Vsekakor so ljudje gledali nekateri po strani, nekateri so mi hoteli dobro, nekateri so mi hoteli slabo, ampak enostavno se... Da se je prizadelo? Ne, nikoli. Kakšna malenkost? Ne, nikoli. Tudi takrat se spomnim, da je bil en sotekmovalec, da je bil vesel, da mi je celo napisal, da sedaj bo pa, ko sem je to naredil, tudi on lahko zmagal kakšno tekmo v smučanju, kar se mi je zdelo takrat zelo izpod, nivoja, ampak se nisem nikoli to nekako obremenjeval, ker tudi takrat, ko si smučar, ko si to, ko te veliko ni, je nekaj ljudje te podpirajo, nekaj ljudje ne, in nikoli se nisem v bistvu sekiral za to. Ko ste sanjali, da hodite? Ja. To je bila tudi ena zadeva, oče enkrat nekam šel in ga je nekdo vprašal, če kdaj sanjam, ko hodim, tečem, vsekakor. Prijatelj domov vpraša, Tim, čuješ, sanjaš zdaj? Sem rekel, ja, velikrat. Je rekel, ok, te boš hodil. Ampak ja, velikrat, ja, tudi ko nisem mogel, kot sem rekel, ko nisem mogel sam nog premikati, mi je brat premikal, jaz sem vedno mislil, kako jaz to vse sam delam, kako jaz to vse sam premikam, čeprav je v bistvu brat vse namesto mene delal, ali pa sestra, ali pa bilo kdo. Ja, tako da sem veliko delal svojo glavo. Zdaj, vi ste navdih sam po sebi, ampak ko ste si pa v tistem času pomagali, recimo, z navdihujočimi zgodbami drugih? Ste jih iskali, ste jih našli? Kaj vam je dajalo to moč ali pa potenciralo to moč, ki jo imate v sebi?
Nič, v bistvu, vsi me sprašujejo, če sem bral knjige, to vedno rečem, da tudi ko bom svojo napisal, verjetno ne bom prebral. Tako da nisem nikoli neki bral, neki misli poznal, nikoli pač nič. Vedno sem bolj kot ne vse na sebi. Tudi zakaj jaz zdaj poudarjam, da je pač moj slogan The Power of Mind, moč misli, ker ko sem analiziral cirka 1 leto, 2 leti nazaj, ko sem pač tudi ustvaril ta brand, sem razmišljal, kaj je neka glavna razlika, ki me pač razlikuje od ostalih. Vsekakor ja, treniram še zdaj 4 ure na dan, pa vse skupaj, ja, to je neko trdo delo, ampak vseeno mora biti nekaj več od tega. In potem sem ugotovil, kako sem pa vse skupaj začel, na Havaji so mi ostali noge premikali, jaz sem razmišljal, jaz sem delal to, vizualiziral sem stvari, kako se bom jaz to sam ostal, kako bom jaz to, kako bom jaz tekel, kako bom jaz dosegel, ne vem, kakšne stvari v življenju. In to se je pa res dogajalo. In naprimer tudi zdaj se neke stvari dogajajo, ki sem jih sanjal in pa vizualiziral 5 let nazaj. Mogoče ne zdaj, da danes z vami tu sedimo, ampak pač neka moja življenjska pot vsekakor je usklajena z tirnicami, ki sem jih takrat vizualiziral in delal na tem. In do tega takrat, šele par let nazaj, sem prišel do spoznanja, da je pač moč misli to, kar je v bistvu mene razlikuje od nekih ostalih. Smejem se samo zato, ker sem v knjigi, ki sem jo nedavno izdal, eno poglavje posvetil sanjarjenju. Ne samo sanjam, predstavam o nečem, kar želiš, ampak tudi o tem miselnem procesu, o vizualizaciji teh sanj. Ne? In zdaj vi govorite iste stvari in se vidim v tem. Ne? Se mi zdi zelo pomembno za uspeh. Ja, pač vsekakor. Se pravim, jaz nisem nikoli imel nekih izkušenj s tem, da bi mi nekdo to povedal, da bi nekaj to prebral, pa to, ampak pač, ne vem, enostavno sem si predstavljal neke stvari. No, ampak ena stvar je imeti željo, vizijo, da boste hodili. Druga stvar je misliti na to, da boste enkrat tekli maraton. To je razlika. Dejva narediti ta preskok iz recimo neke regeneracije v trening. Kdaj se je to začelo? Kdaj ste še povečali ambicije? V bistvu nisem nikoli, da bi zdaj rekel, nikoli ni bila moja želja, moram priznati, da bi tekel maratone. Pred poškodbo najhujši treningi so bili kondicijski treningi, ko smo mogli kolesariti na Roglo ali pa ko smo mogli laufati na Pohorje, to so bili treningi, ki jih nisem rad, priznam, ampak danes je pač tek neki moj način življenja, kar me pač spodbuja, kar mi daje neko dodatno moč. V bistvu zadeva je bila taka, jaz sem veliko treniral doma, tudi takrat fizioterapija niso nikoli bila neki ful za mene in zato sem takoj začel delati s kondicijskim trenerjem, ki sem pač ga imel pred poškodbo. In smo pač probali neko kmečko pamet dati, da pač treba ojačati mišice, neke signale in da pač bomo lahko napredovali. In potem sem v bistvu s tistim trenerjem tudi nehal in sem treniral. Samo vprašam, za kakšne vaje je šlo? Ne, da bi šli v podrobnosti. Ne, to je v bistvu šlo za neke klasične vaje. Naprimer, jaz takrat nisem mogel, ampak vse je prilagojeno. Mi smo rekli, za ojačanje nekih mišic, od mečnih mišic, kvadrih mišic, je treba te vaje poznamo. Kaj je neka vaja, ki bi jo tim lahko naredil, da mi prilagodimo? Na začetku itak valjda ni nič šlo in smo pač so vsi oni namesto mene delali. Ampak pol smo pač delali ful veliko ponovitev, to govorimo o ciklih 5 let, da je pol to začelo postopoma delati. Ampak v bistvu rekli smo, če delaš ti počep, jačaš te pa te mišice. Tim to ne more, kako lahko mi za to prilagodimo, da bo tim lahko to naredil, da bo vsaj nekaj začutil. In pol, ko ti nekdo naredi milijonkrat ta gib namesto tebe, začneš počasi čutiti, to bi mogel tak, si predstavljaš, katero mišico rabiš, kaj moraš napeti, kako to funkcionira, razmišljaš fejs, ne da gledaš telefon pa nekaj delaš, ker pač to ne gre in pač moraš biti skoncentriran, da začneš čutiti svoje v bistvu telo in prilagoditi se vaje in pol nekako se je pač to začelo počasi. Nekako prvo malenkostni gib smo pol tisto vaje naredili še tolikrat, da je pač to šlo malo več, da je to šlo več in to je pač step by step. To ste rekli 4 ure na dan? Ja, v bistvu na začetku, tako sem vam rekel, na začetku je bil tudi trening, kako priti z avta na voziček, ampak pol pa danes pa še zdaj 4 ure sem sada na treningu. Ampak vi ste hodili v šolo in opravljali vse naloge kot vsak učenec pa potem dijak, ne? In potem še 4 ure opravljali vaje doma ali ste hodili tudi ven? V bistvu bila je situacija taka. Prej sem bil profesionalni športnik, imel sem status športnika, ni me bilo veliko šoli. Pol sem zamenjal status športnika za neki status, v bistvu ne invalida, ampak v bistvu namesto da sem šel na trening, sem šel na rehabilitacijo. Šolo sem vedno delal v bistvu ob vseh teh zadevah, nisem imel nikoli probleme s šolo, celo osnovno šolo sem bil 5-0 povprečje, sem imel same petke in šola mi nikoli ni predstavljala nekih težav. Zavedal sem se, da pač šola mora štimati, da bom lahko smučal in tako sem se tu zavedal, da pač če bom hotel hoditi na rehabilitacijo, bo mogla šola štimati. In to sem vedno pač usklajeval, tudi zdaj faks in tudi srednjo šolo sem tako delal, tako da vedno bila prioriteta prvo šport, pol pa rehabilitacija, šolo sem pa vedno in pa delal, pa vse ostalo sem pa vedno delal ob tem, ampak nisem imel s tem nikoli problemov, ker pač vedno se znam disciplinirati in vem prioritete, ko je treba šolo narediti, se je treba naučiti, se vse za zvezek, iti odpisati in pol dalje. Rad bi vprašal, a je bil ta napredek linearen ali so bili vzponi in padci?
razočaranja tudi vmes? Pa ja, vsekakor ti ne uspe. To v bistvu treba se zavedati prve. Bili so neki mali napredki. Jaz sem vedno si dal, vedno sem imel kratkoročne cilje. Ok, imamo mi vizijo, jaz hočem enkrat hoditi, teči, ampak kaj je meni cilj? Ok, zdaj bom delal na tem, da bom lahko prvo sam sedel. Ali pa rečemo, da sem imel prvo cilj, da bom lahko bil neprivezan v vozičku. To je za mene posebno velika zmaga. Čeprav nekomu to ne pomeni, ampak jaz sem imel na začetku take male cilje. Potem sem imel cilj, da bom lahko, sam šel na stranišče. Torej, da se bom lahko s vozičkom peljal do WC stranišča in bom lahko sam presedel na školjko. In take neke osnovne zadeve, ki sem jih pač hotel sam osvojiti. In tako sem v bistvu tudi sam sebe motiviral, ker če imaš ti cilj, da hočeš biti da hočeš enkrat teči, si pa na invalidskem vozičku prevezan, je zelo težko ostati motiviran. Tako da v bistvu sem imel vedno neke take osnovne pojme. Spravi, velike sanje, ampak potem pa korak za korakom. Tako. Imel sem vedno cilj, ambicije, ampak pač prvo treba začeti na začetku. Vedno sem bil jezen, ko sem bil odvisen od vseh. In prvo sem hotel neodvisen postati. Torej, da bom lahko šel sam do avta, da sem lahko sam v avto dal, da bom lahko sam naredil to, da bom lahko zjutraj sam zobe umil, da bom lahko se sam s postelje vstal. To sem imel največje želje, ker najbolj sem bil omejen, ko nisem mogel nič sam. To mi je bilo največja muka in to sem hotel prvo odpraviti. Ampak sva rekla, ni bilo depresije ali kakšnih takih hudih stanj, ampak so bila pa tudi razočaranja. Kako ste se z razočaranji soočali? Razočaranje tudi danes me še bolj podžgejo in me motivirajo, kot pa neki, da bi pač vrgel puško v koruzo. Nisem nikoli to prakticiral, da bi zdaj rekel, to pa ne gre. Vsekakor je slaba volja, mogoče kaki dan preden gre spat, ni najboljši, si slabe volje, vse skupaj, ampak pač treba iti čez to, treba v tisti situaciji najti rešitve, analizirati, kaj pač ni šlo v redu in kaj bi lahko spremenili in nadaljevati z delom. Tako da v bistvu mi je to, ko nekaj ni šlo, mi je dalo še večjo motivacijo za trening, pa za garanje, kot pa da bi rekel za nemotivacijo. No. Tako da tudi danes, na primer, se spomnim, prejšnji teden sem bil na akrobatiki, pa nisem mogel neke salte neki narediti in sem bil pač ful jezen. Čakajte, sem prav slišal, da ste bil kje? Na akrobatiki, ja. Kaj to pomeni? Pač gimnastika, trampolini, tretjo in hodim, delam, premete, salte, sklopke, stoje in pač nisem mogel nekega elementa narediti in sem bil ful jezen na treningu, sam na sebe, ne na bilo koga ostalega. In mi je pol tudi rekel, brat je bil slučajno raz z mano, ne? Je rekel, pa ti si tak napredoval, pa to, pa daj se to, se pa pusti, kaj se boš to zdaj napredoval, pa to sem rekel, pa se bom predoval, sem pač jezen sem na sam sebe, da to ne morem narediti. Se nisem tak nesposoben, da zdaj tega ne mogel narediti. In pač to mene sam počge in prepričan sem, da zdaj bom ta teden lahko to naredil z odliko, ko bom prišel nazaj, ker pač gledam posnetke, kaj je šlo narobe, kaj bi mogel spremeniti v tistem trenutku in pač me te neuspehi še bolj počgejo, kot pa bi rekel, da bi vrgel puško v koruzo. No, ampak greva še enkrat nazaj k vprašanju od recimo nekega okrevanja k resničnejšemu športu. Ja. Kako ste spremenili trening, kako ste spremenili življenje in cilji tudi, ne? Verjetno ste povečali malček cilje in jih spremenili, ne? Ja, vsekakor prvo so bile vrno sanje, da bom pač postal, da bom se rehabilitiral in šel nazaj na smučanje, ampak pač sem videl po letu dni, da pač to je malo nerealno, vedel sem, da bom smučal, ampak ne več nikoli profesionalno. To je bilo kar težko odločitev za sprejeti, pač imaš neke sanje, imaš neke olimpijske ambicije, svetovni pokal in enostavno moraš reči, žal, pač ne bo šlo. Opazil sem, ko sem raziskoval vaše življenje, da se niste želeli postaviti v status invalida, niste želeli sprejeti povabila, da bi šli recimo v šport kot invalid, ampak ste želeli biti... Ja, nikoli. Tudi so vedno rekli, pa ti mi ide smučati, boš ti probo, sem rekel ne. Zakaj? Zato, ker sem vedno bil prepričan, da bom pač jaz lahko smučal normalno in če bi jaz šel v neke parašporte, bi sam vse skup sebi poslabšal. To bi tak, treba se zavedati, če bi šel jaz neki para smučanje. Torej bi šel na trening in vem, kak sem sam po sebi, če bi jaz šel v parašport kot smučar, bi hotel, osvojiti olimpijsko medaljo ali pa doseči neke športe in bi vse naklonil tistemu, da bom tisti cilj dosegel. In tu se treba zavedati, da bi jaz tam mogel smučati vsak dan, torej bi mogel sedeti več kot 5 ur na invalidskem vozičku, mogel bi trito in s tem bi vse zaviralo moj napredek. In zato ni nikoli bilo, niti nikoli nisem za trenutek pomislil, da bi pač šel v neke parašporte, tudi zdaj je veliko povabil, da bi to neki šel, ampak mi trenutno in vem, da mi nikoli ne bo več pomenila neka olimpijska medalja več, kot pa pač moje zdravje. To je popolnoma noro, kar govorite, ne? Se strinjate? Ja, možno. Za mene je čisto normalno. Slišal sem 100 zgodb takih navdihujočih, ampak ta je prav res nekaj posebnega, ker preprosto vi nočete niti zase priznati nekih posebnih okoliščin ali pa nekega poraza. Preprosto to ne obstaja. Absolutno.
A prav razumem to vašo osebnost? Nikoli, pač. Nisem še srečal takega človeka. Tudi takrat nek invalidski status, pa to me nikoli ni zanimalo. So rekli, pa daj, tim si bo zrihtal nek invalidski status, boš lažje se lahko dobo zaposlitev, pa vse. Sem rekel, ne, pač jaz sem normalen, jaz bom bil normalen, normalno bom delal, normalno bom vse delal in nikoli nisem sebe tretiral kot nekega drugačnega. Tudi nisem imel nikoli problemov. Ko sem bil na vozičku, sem šel jaz normalno v restauracijo z vozičkom. Čeprav so pač v Sloveniji smo zelo mali in to nekaj mogoče nenavadnega, so bile kakšni čudni pogledi, to ono tretjo, ampak jaz sem to nisem nikoli sekiral, jaz sem sem se pelal z vozičkom, vedel sem, da je to kratkoročno in da enkrat bom prišel tu notri peš. Tako da pač nisem, zelo sem bil tak fleksibilen na neke situacije, zelo sem se hitro prilagodil, ampak vsekakor ne, nisem pač nikoli nočem čuti o nekih neuspehih, pa to ne gre, pa to ne more, to mi da še dodatno motivacijo. Če bi mi nekaj rekel, da nekaj ne gre, bi z inata jaz to naredil. Kako se spomnite prvega teka? Dobro. To je bilo 2 leti nazaj, oziroma zdaj 3 leta teče. Zgodba o maratonih je bila taka. Ni bilo nikoli, tako sem rekel, ni bilo nikoli želja, jaz bom tekel maratone, jaz bom to zdaj naredil, nikoli. Veliko sem treniral. Ampak to ste si zaželeli zato, ker je bilo nemogoče, ne? Ni bilo, maratoni so bili še čisto posredno. Veliko sem treniral doma 4 ure na dan, zjutraj je v bistvu moč, popoldan tek, na stezi, ampak nisem nikoli neke gledal distance, koliko jaz pretečem, ampak za sebe. In potem sem bil tak, zelo sem pogrešal neko tekmovalnost. Če si ti neki profesionalni športnik, rabiš tiste adrenalin, rabiš to. In videl sem, da v konicah poteka maraton z dušo, da je 5, 10, 21 km in sem rekel, pišu, kaj jaz veliko treniram doma, vse to 5 km bi pa jaz lahko prehodil. Prijavil sem se, ni brez kakih obveznosti, sem šel na štart, tisti vzel smučarske palice, sem z njimi šel in mi je bilo super. Prišel v cilj, brez pritiska, noben je vedel, da bom tam, da bo ta, bilo kaj. V teku je bilo super. Kaj mi je bilo najbolj všeč? Ne za tisto, da sem šel pa tam v teku, ker jaz lahko naredim doma, ampak to, da sem imel 2 dni prej priprave mentalne, da sem mogel počivati, da sem gledal malo, kaj sem pojedel, kaj nisem pojedel, da sem bil v nedeljo, sem prišel domov, sem imel pol, ne vem, ponedeljek. Tekmovalen ciklus. Tako, da sem imel ponedeljek, torej, da sem imel fraj in da v nedeljo sem prišel na štart in sem hotel biti čim bolj pripravljen, kak je. In to mi je dalo nek zagon in zato sem občutil spet ta neki adrenalin, ko stopiš na štart, ko se ušteva, da moraš pol pokazati, priti na tekmo in pokazati vse, kar gre. In v tistem letu sem pol tekel več kot, mislim, da 15-10 kilometrskih maratonov, po okolici, vse živo in bilo mi je super. Potem sem začel novo sezono, lansko sezono, sem si zadal na tablo napisal, kjer maratone bom šel, vse 10 km, vse sem osvojil in in fajn mi je zaradi tega, ker imam pač lahko neki plan in tudi v težkih trenutkih veš, da pač boš mogel takrat pokazati svoje najboljše in vsak maraton se pravim pripraviti čim bolj in imam neke cilje, ki jih stremim in letos bom tekel pol maraton. In kakšni so zdaj športni, potem gremo pa še življenjskim ciljem za naprej. Športni cilji... O čem zdaj sanjarite glede športnih ciljev? Športni cilji so največji športni cilj je vrniti se na Havaje, narediti Ironmana, surfati. Kako mislite Ironmana? Ironmana, rad bi plaval, tekel pa kolesar. To je veliko špuro. To je veliko. To je glavni cilj, ki bi rad naredil športni cilj, ko bom naredil to in šel surfati, se športno upokojim. Jaz sem tudi imel željo, da bi šel na triatlon in to ta velik. Pa mi to ne bo uspelo, sem pa pripričan, da vam bo in vam to tudi privoščim. Kaj pa življenjski cilji? Kakšne sanjarjenje imate glede življenjskih ciljev? Zdaj, vi ste na faksu, ne? Kaj še delate? Ekonomijo. V Mariboru, zadnji letnik redno, tako da imam še 2 izpita in diploma. In kaj boste, ko boste velik? To pa je vprašanje, ki še ga ne znam točno odgovoriti. Vsekakor imam ambicije pomagati doma v družinskem podjetju, imam pa tudi osebne želje, vsekakor motivirati ljudi, inspirirati, ker vem v bistvu, kako je težko v časih, ko pač enostavno ti življenje ne da najlepšega in bi rad ostalim tudi pomagal skozi mojo zgodbo. Teda vsekakor imam cilje v življenju narediti svojo metodo, ta moja moč misli, da bo lahko pomagala ostalim ljudem, tako v poslovnem svetu, kot pri zdravju, pri bilo česem, ne samo v nekem športnem segmentu. Tako da imam cilje, ampak vsekakor pa pred vse te cilje dam svoje zdravje. In ko vas na predavanjih vprašajo, kaj je recept za vaš življenjski uspeh, ker to je super življenjski uspeh. Kaj rečete? A je kakšen recept ali pač v bistvu kakšen nasvet? Ja, vsekakor. Trdo delo, odločnost in pa vztrajnost. Biti potrpežljiv je v bistvu najtežje, ampak je najbolj pomemben
najbolj pomemben faktor, ki pač je, ljudje prehitro obupajo. Treba se zavedati, jaz sem potreboval 8 let, da sem prehodil prvih 5 km in v bistvu ljudje hočejo obupati v 14 dneh. Tako da, kljub temu, če pač trdo delaš, pa vse skupaj delaš pravilno, se zelo težko čez noč zgodijo neke velike stvari. Tako da pač biti potrpežljiv in vztrajen je definitivno ena moja tista number one zadeva, ki bi jo pač vsakemu predlagal. Je pa vsekakor za neki uspeh veliko faktorjev, pač se ti mora poklopiti, je pa tudi mora biti ta zdrava povezava med biti ponosen na sebe pa lačen novih uspehov. In to je v bistvu tudi eno zelo, ker v bistvu, jaz sem to zelo fajn, ko pretečem 10 km, vedno rečem, ki je še 42, ki je Ironman, po drugi strani moraš biti na sebe ponosen, da pač lahko greš naprej, ampak se mi zdi, da pač je zelo tanka linija, ampak je pomembno, da si v njej, da si na rdeči niti. Jaz sem rabil 60 let, da sem v knjigi napisal poglavje o trdem delu in poglavje o pogumu in vztrajnosti. Vi ste zdaj stari 21 let in to že veste. Pred vami je še sjajna prihodnost. Jaz vam želim, da bi to energijo, ki jo imate, in je silovita in strahovita, širili naokrog in inspirirali vse tiste, ki mislijo, da so njihovi problemi največji. Sej verjetno so, ampak so premagljivi z pogumom in vztrajnostjo in, kot ste rekli, za potrpežljivostjo. Tim, mi je bilo veliko veselje in čast. Hvala za povabilo. Vse dobro. Hvala, srečno. Mi se pa vidimo v naslednji epizodi. Srečno.